Lepo pozdravljeni. Za nami je slovenski kulturni praznik, najpomembnejši, vsaj to velja za mnoge. No in v spominu nam še vedno odzvanjajo lepe besede, ki smo jih slišali o kulturi. Besede so bile izrečene na številnih proslavah, ki so se zgodile tako v Sloveniji kot v zamejstvu. No, te besede žal tonejo kmalu v pozabo, k sreči pa je veliko takih, ki se s kulturo ukvarjajo skozi celo leto. Dva predstavnika teh imam tudi z mano tu v studiu. Lepo pozdravljen Poljanko Dolhar in Martina Lisjaka. Dober večer. Na začetku bom kar hitro objasnil našim poslušalcem, da se poznamo že veliko let, zato se bomo tikali. Naslednji korak pa je mogoče nekoliko težji. Kultura ima veliko definicij, težko jo nekako uokvirimo v neke že znane besede, parole. Kdo so pravzaprav kulturni delavci, kdo ustvarja kulturo? Če mogoče lažje, kaj je zate, Poljanka, kultura? Kultura se mi zdi, da je danes zelo širok pojem in zaobjema marsikaj. Meni se zdi, da je kultura predvsem sinonim za lepoto, torej za iskanje in spoznavanje lepega. In to je lahko tako v književnosti, v glasbi, v filmu, ampak tudi se mi zdi v stvareh, ki so bolj vsakdanje. Ne vem, je recimo na misel kulinarika, ker tudi recimo skozi recepte in skozi proizvode nekega ozemlja lahko spoznamo tudi kulturo tistega prostora. Medtem ko kulturni delavci ali aktivisti, kot se jim pravi zdaj, se mi zdi, so tisti, ki skušajo v svojem vsakodnevnem delu deliti to lepoto tudi z drugimi in se trudijo, da bi jo spoznali tudi njihovi sovaščani in someščani. In predvsem za nas v zamejstvu velja, da so to ponavadi prostovoljci, ki delajo to v svojem prostem času in popolnoma brezplačno. Se pravi, spoznavanje nečesa novega je na podlagi tega kulturnega delovanja? Ja, bi rekla, da ja. Kdor se ukvarja s kulturo, ponavadi ima možnost srečati veliko ljudi in spoznati tudi marsikaj novega. Potem je seveda tudi odvisno od tega, kako se ukvarja s to kulturo in kakšne cilje ima. No, predvsem morajo biti kulturni delavci radovedni. A to absolutno. Martin, kaj pa je zate kultura? Kdo je kulturni delavec? Jaz mislim, da je kultura nekaj, kar ponuja, sicer zelo podobno od tega, kar misli Poljanka, kar ponuja človeku eno ugodje, sicer ne iz fizičnega vidika, bi rekel bolj iz recimo duševnega vidika. To pasivno, ko sprejemamo kulturo, to pa tudi aktivno, tako da kulturni aktivisti ali kulturni delavci so tisti, ki skušajo drugim pač ponuditi eno duševno ugodje na nek način. Ne? Neko oplemenitenje. Ja, recimo. Mislim, da ti je lepo, da se počutiš dobro, ne iz fizičnega vidika, ampak nekaj dodatnega, nekaj čez. Poljanka, ti si novinarka na Primorskem dnevniku, slediš tudi kulturnemu dogajanju med Slovenci v Italiji. Kako bi ocenila zdravje tega našega kulturnega delovanja? Najprej bi rekla, da ne moremo reči, da je kultura bolna med Slovenci v Italiji. Torej kako zelo zdrava je kultura? Gotovo je zdrava. Mislim, da je dovolj prebrati tiste strani na Primorskem dnevniku, ker vsakodnevno objavljamo prireditve in obvestila in človek se takoj prepriča, da je kulturni utrip pri nas zelo živahen. Recimo zdaj prav februarja, ko se zares malo da ne v vsaki vasi, v vsakem društvu kulturni delavci pripravljajo razne Prešernove proslave oziroma prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Tako da bi rekla, da je utrip gotovo pester, živahen, tako na ljubiteljski ravni kot na profesionalni ravni. O kakovosti te kulture pa lahko debatiramo. Tako, ja. Martin, ti si sodeloval pri nastajanju in organizaciji različnih kulturnih dogodkov. A imajo vsi ti dogodki neko rdečo nit oziroma nek skupen namen? Načeloma tisti skupen namen je funkcija kulture, kultura v funkciji, med Slovenci v Italiji še zlasti v narodni funkciji. Kultura kot sredstvo za potrjevanje ene narodne identitete, pripadnosti ene skupine ljudi, ki živi v določenem prostoru. Zdaj, v svojih pozitivnih oziroma v negativnih plateh. Ta je
načeloma, če gledamo širše, tisti skupni imenovalec. No, ko govorimo o kulturi med Slovenci v Italiji, govorimo seveda predvsem o slovenski kulturi. A se ukvarjamo z drugimi kulturami? Ja, v kulturah v stiku mi skušamo znotraj raznih skupin, moram priznati, še zlasti v zadnjih letih se promovira ta stik še zlasti z italijansko kulturo, ker prepričani smo, da le v trenutku, ko stopi en določen tip kulture, en narodnostni pristop do kulture, v stik z drugo kulturo, šele takrat pač se potrjuje. Poljanka, omenila si veliko število prireditev, ki se dogajajo predvsem v februarju, ampak tudi v drugih mesecih v zamejstvu. A se ti zdi, da se dovolj poglabljamo v kulturo? Je mogoče kultura včasih sama sebi namen? Vem, da društva rada organizira različne Prešernove proslave, tako jim še vedno pravimo. Mogoče pa včasih se ne dovolj poglabljamo v kakovost oziroma v vsebino? Ja, mislim, da je problem, če lahko tako rečem, našega kulturnega delovanja ta, da ne blesti po izvirnosti. Recimo tisti, ki so sposobni poskrbeti za nekaj novega in ponuditi nekaj izvirnega, so redke izjeme. So seveda tudi te, recimo, ne vem, zdaj mi pride na misel Benečani, ki so pred nedavnim odprli en zanimiv tak muzej, multimedijski center o Slovencih v Italiji. To je gotovo en tak pristop, ki ga nismo vajeni, ampak tam seveda govorimo tudi o velikih denarnih sredstvih, ki so bila na razpolago in tako dalje. Če ne pa bi rekel, da recimo, da skrb za kakovost ni ravno naša prva skrb. Je treba tudi reči, da večino teh kulturnih prireditev jih delajo, kot sem rekla prej, prostovoljci v svojem prostem času. Teh je ponavadi malo v vsakem društvu in tako da je lažje verjetno iti po enem že ustaljenem kalupu in torej prirediti vsako leto približno enako oziroma približno isto Prešernovo proslavo in si ne izmisliti nekaj inovativnega. Imamo pa tudi profesionalne ustanove. Imamo tudi profesionalne ustanove, k sreči, še vedno, kljub hudim finančnim težavam, ki jih pestijo. Recimo konkretno Slovensko stalno gledališče je nedvomno največja taka kulturna profesionalna ustanova, ampak tudi Narodna in študijska knjižnica, glasbene ustanove in tako naprej. Martin, Poljanka je omenila izvirnost, ti si sodeloval tudi pri nedeljski osrednji proslavi ob Dnevu slovenske kulture. Bi se strinjal z njo v zvezi ravno s to izvirnostjo? Prepričan sem, da ni problem proslav kot takih, je bolj problem ponavadi vsebine oziroma forme, ki jo hočemo v tej proslavi dajati. Nedeljska Prešernova proslava je bila usmerjena v en prostor, v en drugačen tip pristopa in še vedno pač poln kulturni dom v Trstu do zadnjega sedeža potrjuje, da določene formule so se izpele nekje do polovice, ker očitno, da še delujejo. Nedeljska proslava smo poskusili vnesti en dodaten pristop in upam, glede na odzive, ki smo jih poslušali v preteklih dneh, oziroma danes in včeraj so bila dobra, mislim, uspešna. No, imamo tudi reportažo o nedeljski proslavi, zgodila se v Trstu, organizacija obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji. No, z odlomki izbranih besedil ter glasbo in tudi videoposnetki so se vsi prisotni podali na sprehod po slovenskem Trstu, no, to je nekoliko kasneje, takoj po reportaži. V Trstu prodajajo kavbojke, do onemoglosti kavbojke. Na drevesih visijo, jadrajo z valom, pljusknejo v skalo. Kavbojke, kavbojke, v Trstu prodajajo kavbojke. In vse je noč, ki se rojeva iz noči nekega poznega časa, neke preživele sodbe. Po vodi se prikazujejo morski dežniki, ženske prsi, ženske riti. Po molu so fantiči s svojimi palicami, ribo natakniti, ribo uloviti. Na nebu je čadasto sonce, je lina svetlobe, ko gledaš izriti. Spuščam se vse bolj proti mestnemu vrvežu. Blag veter, ki prihaja in sonce, ki sveti v moj hrbet, mi za trenutek vzbudita neoprijemljivo radost. Stopam ob kavarnicah in trgovinah. Marja, dajmo na
Elvira! Tako zgodaj. Elvira, attenzione, promesso, pardon, scusi. Kako pridemo do godine? Prostite? Giannina, prendi la borsa. No, non così. Ajde, Stevo, načičemo neki posao. Tako zvenijo sodobni slovenski književniki, ki kot številni pred njimi črpajo svoj navdih v vrvežu večkulturnega mesta. Pred Markom Kravosom, Miroslavom Košutom, Marijem Čukom in drugimi je tu svoj stik z maternim jezikom našel tudi oče slovenske pisane besede. Primož, ki je bil že toliko let z doma, je zmeraj z veseljem prisluškoval domači besedi. Zaradi nje mu mesto ni bilo tako tuje kot Salzburg. Da so svoj čas slovenski jezik s ponosom uporabljali tudi plemiči, pričajo pisma tržaške grofice Marenci materi. Vaše gnada, cartana ljuba moja gospa mate. Sem prijela vaše gnade pismo na vse, kar so me poslale. Bog taj milonaj, kjer vsele nas oskrbe. Njih dobrute mjam ne bomo nikoli odvrnile. Dela Borisa Pahorja so zgodovino mesta ponesla daleč v svet, odprla pogled na bolečo preteklost in podala roko ponovnega zbližanja odtujenih kultur. Qui siamo in Italia e i libri per bambini sono uguali per tutti e dettati dallo Stato. Je rekel in tlesknil s kolački po steklu pisalne mize. Slovenski otroci imajo pravico, da pridejo do knjig v materinem jeziku. Po koncu svetovne vojske nam je bilo to sveto obljubljeno. Trst se vse bolj zaveda veličine svojih slovenskih prebivalcev. Ob kulturnem prazniku se je pokrajina poklonila pisatelju Alojzu Rebuli. Tudi matična domovina priznava njihovo izjemno delo. Letošnji Prešernov nagrajenec je jezikoslovec in skladatelj Pavle Merku. A to še ni dovolj. Res so se časi spremenili, a pogostokrat se zdi, kakor da se za nas še niso, kakor da namenoma ustavljamo čas v preteklosti, kakor da se namenoma držimo starih voditeljev in ne prepustimo zraven mlajšim, ki bi znali drugače izkoristiti dragocene izkušnje starejših, kakor da se namenoma nevarno igračkamo z imenovanjem direktorjev in predsednikov, kakor bi nas ne zanimalo ohraniti te ali one inštitucije. Kako dragoceni so novi rodovi, se dobro zavedajo v Benečiji. Mladi so danes ponosni na svojo kulturo, zadovoljstvom pove dobitnik nagrade za življenjsko delo. Več kot pol stoletja si je prizadeval za ohranitev in priznanje slovenskega jezika. Leta nazaj beseda slovenstvo pomenilo je izdajalec, pomenilo je biti zanemarjen, zavržen. In danes pa ti mladi čutijo nek ponos. Lepo bi bilo, da bi se Slovenci, ki živijo v matični domovini, se še bolj združevali, se čutili eni sami. Da so mladi izredno dejavni in uspešni, priča tudi nagrada članicam Goriške dekliške vokalne skupine. Priznanja žanjejo tudi na številnih mednarodnih tekmovanjih. V okviru naše 10-letnice je v pripravi naša nova zgoščenka, ki jo bomo predstavili enkrat spomladi. Načrtujemo pa tudi ciklus koncertov, bodisi v Italiji, v Sloveniji, kot pa tudi v tujini. Maja se bomo pa udeležili tekmovanja v Badnu, to je blizu Dunaja. Ob izrednem uspehu filma Zoran, moj nečak idiot, prvi pravi slovensko-italijanski koprodukciji, ki si jo je ogledalo že več kot 150 tisoč ljudi, je priznanje prejel tudi producent Igor Prinčič. Mladi ustvarjalci, ki so bili rdeča nit letošnje proslave, so prihodnost manjšine. To vlogo bi jim bilo treba tudi priznati. No, tako je bilo torej v nedeljo. Včasih oziroma pogosto, vsaj to tako je veljalo za prejšnje edicije, smo se ob proslavah včasih spraševali o pomenu, namenu tudi samih proslav. Glede na to, da je bil v nedeljo kulturni dom poln, ali to pomeni, da take proslave, take trenutke še vedno potrebujemo, Poljanka? Mislim, da ja. Se mi zdi, da je praznik slovenske kulture še vedno zelo občuten med Slovenci v Italiji. Drugače se tudi ne bi znala razložiti, zakaj vsako društvo pripravlja svojo proslavo. Nedeljska proslava pa je dokazala, da
če znaš vključiti, po mojem, v program zelo različne subjekte, ne? V tem primeru so bili mladi iz različnih društev, 2 pevska zbora, učenci glasbene matice, torej, če je veliko sodelujočih, potem je tudi veliko publike. No, to so vsi tisti, ki dejansko ustvarjajo kulturo med Slovenci v Italiji. Absolutno, na različnih področjih, torej v prvi vrsti pevskem, igralskem in glasbenem. No, podeljene so bile, tako kot ponavadi, kot vsako leto, različne nagrade. Letos je šla nagrada v roke 3 različnih, ki so se uveljavili v širšem slovenskem prostoru. Martin, a se ti zdi, da so včasih prejemniki teh nagrad poznani predvsem znotraj same skupnosti? Z izjemo nekaterih, seveda. Ja, nekatere izjeme so v bistvu. Tudi če pogledamo na samo proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku, prvo nagrado, odkar je bila ustanovljena kao nagrada, je bil Boris Pahor, tako da nekateri, in tudi mislim, da letošnji nagrajenci kljub vsemu so si en sloves, še zlasti mogoče film Zoran, ustvarili tudi zunaj našega ožjega prostora. Je pa tudi res, da druge nagrade včasih, ki jih podeljujemo znotraj naše skupnosti, so skoraj da same sebi namen. Koliko so naši najbolj cenjeni, recimo ustvarjalci, poznani v slovenskem, širšem slovenskem prostoru? Ali so sploh? Nekateri pa so, mislim še zlasti na literate, na Borisa Pahorja, na Miroslava Košuto, na Kravosa, na Merkuja, ki je prejel pretekli petek osrednjo veliko Prešernovo nagrado. In tudi na drugih področjih mislim, da se uveljavljamo. Tako da treba je spodbujati še naprej, da kvalitetne produkte kulture, če se jih lahko tako imenuje, izvažamo, če uporabljam tako zelo gospodarske izraze, še tudi v osrednji slovenski prostor. Ne? Poljanka, kaj pa poznavanje teh avtorjev, ustvarjalcev v Furlanijski krajini na italijanski strani meje? Če vzamemo tiste, ki so vezani s svojim ustvarjanjem na jezik, seveda zaradi tega ne morejo nekako pronicati na italijanski trg in tudi italijansko občinstvo, se ti zdi, da so poznani Slovenci, ki živijo v Italiji? Se mi zdi, da se je v zadnjih letih marsikaj spremenilo na bolje. Mislim, da ima veliko zaslugo ravno Boris Pahor pri vsem tem, ker s tem, da je on tako zaslovel, bi rekla, v Italiji končno, je tudi odprl malo pod drugim prevodom. Stalno se prevaja knjige, torej slovenske avtorje v italijanščino. Tako da počasi, mislim, si utira pod tudi, torej tudi tržaški slovenski avtorji si utirajo pod tudi torej med italijanske bralce. Tako, kdor je radoveden, tako bomo rekli, lahko pride do teh avtorjev. Ja, nedvomno. Seveda bi želeli, da je bilo teh avtorjev, torej teh prevodov veliko več. Mislim, da je veliko zanimivih knjig, ki izhajajo pri nas in ki bi bilo lepo, da bi bile dostopne tudi italijanskim bralcem. A se ti zdi, da leta 2014 še vedno potrebujemo te predstavitve italijanski večini, zdaj govorim predvsem o Trstu, tržaški stvarnosti, še vedno se moramo nekako predstavljati ostalim someščanom? Ali nas poznajo mogoče več kot pred leti? Nas poznajo več in so nam tudi bolj naklonjeni, ampak mislim, so predstavitve še kako dobrodošle, če ne skoraj nujne, bi rekla, kajti to poznavanje v resnici omejeno na Borisa Pahorja in morda še na koga, torej na posameznike, ampak se mi zdi, da italijanska večina zelo malo ve o nas, torej o tem, kako živimo, kakšen je ta naš kulturni utrip. Tako da mislim, da se mi zdi, da smo komaj stopili na to pot. Šele na začetku. Da smo šele na začetku, ja. Tako je. No, seveda v ta kontekst spadata dve zelo pomembni pobudi. Prva se je zgodila septembra lani, Slofest, to je bila velika prireditev, večdnevna prireditev v središču mesta, kjer so se predstavljale različne ustanove, lahko bi rekel vse ustanove, ki krojijo tak kulturni utrip Slovencev v Italiji. Martin, to je bil velik podvig, tudi sam si sodeloval pri tem. Kakšen je bil odziv strani mimoidočih, recimo? Ja, bil je zelo dober. To pobudo smo priredili ravno z namenom, oziroma z dveh namenov, če tako gledamo. V prvi vrsti promovirati, predstaviti
slovensko kulturo v Italiji italijanskim someščanom. Z druge strani pa tudi ponuditi možnost slovenskim prebivalcem Trsta oziroma tudi kulturnim delavcem, da dobijo pač en občutek ponosa, ki je v tržaškem mestnem središču. To je bil cilj, da stopimo vsi skupaj na trg, na odprto, v tržaškem mestnem središču, ker ga potrebujemo, kot je povedal tudi Marko Sosič na nedeljski osrednji proslavi. Tako da je bil odziv tako z ene strani, oziroma rezultati tako z ene strani kot z druge so bili zelo dobri. Italijanski someščani so bili zelo zadovoljni, radovedni, opazili smo izjemno radovednost, če že smo pri tem, in tudi pričakovali smo, oziroma nekje smo se bali določenih reakcij, ki niso bile glih naklonjene Slovencem, do teh sploh ni prišlo, oziroma prišlo je do še večje radovednosti, še večjega veselja in zadoščenosti. No, pripravlja se, oziroma je že v teku nova pobuda Kultura ponovno v središču. Poudarjamo namreč prisotnost slovenske kulture v središču Trsta. Slovenski klub skupaj s skupino 85 ste februar namenili tem soočanjem oziroma stikom, ki potekajo in so zelo živi med slovensko in italijansko kulturo v Trstu. Ja, torej cilj te pobude, torej tega niza dogodkov je bil ravno ta, torej približati nekatere protagoniste slovenske kulture tudi italijanskim someščanom. Izbrali smo februar zato, ker moram reči, da se nekateri že dolgo sprašujemo, zakaj so te naše Prešernove proslave in prireditve ob kulturnem prazniku namenjene vedno samo Slovencem. Saj ne rečem, da bi morali biti namenjene izključno Italijanom, ampak se mi zdi, da bi jih lahko na kakšen način pritegnili in privabili, ampak če je program v celoti poteka izključno v slovenščini, bomo težko dobili kakega Italijana, ki si bo prišel ogledati torej našo prireditev. In torej naša želja je bila organizirati nekaj dogodkov, ki bodo potekali v italijanščini. In tako smo recimo začeli s predstavitvijo italijanskega prevoda trilogije Prišleki Lojzeta Kovačiča. Potem smo imeli en tak literarno-zgodovinski sprehod po Trstu, po mestnih ulicah, ki ga je vodila Patricia Vascotto. In je, moram reči, doživel velik uspeh, torej res veliko obiskovalcev se je zbralo, kar se mi zdi dokazuje, da ko ponudiš nekaj drugačnega italijanskim someščanom, pridejo zraven. No, mogoče potrebo tudi po poznavanju in spoznavanju. Ja, gotovo. Se mi zdi tako, da je res, da se je situacija torej spremenila na boljše in da so Italijani nedvomno bolj radovedni in bolj naklonjeni nam, ampak tudi mi smo se začeli malo bolj odpirati. Najprej se mi zdi, da smo se vedno pritoževali, kako nas Italijani ne marajo, kako jih ne zanima naša kultura, ampak smo težko tudi prišli do njih. Torej je treba tudi znati ponuditi določene stvari in imeti tudi srečo, tudi, da so ti potem mediji naklonjeni in da poročajo tudi o tem in torej da širijo malo informacije seveda o teh dogodkih. Naslednji dogodek znotraj te prireditve je razstava, tudi pri tej si udeležen. Franko Veket se bo predstavil v muzeju Revoltele. Ja, v Osrednjem tržaškem muzeju, v galeriji sodobne umetnosti Revoltela bo na ogled razstava maestra Franka Veketa, ki velja za enega vodilnih grafikov, slovenskih grafikov, je Tržačan in smo zelo ponosni, da po 13 letih, odkar je bil nazadnje en slovenski pač ustvarjalec v Revolteli, imamo spet eno razstavo in si nadejamo oziroma upamo, da bo tudi v nadalje z tega vidika s figurativne umetnosti prišlo tudi do večje pozornosti do slovenskih ustvarjalcev, kot so bili recimo Spacal, Černigoj in ne Leo v priložnosti takih razstav, ampak tudi v stalni zbirki. Sicer naj pa poudarim, da je naslednji dogodek v ponedeljek 17. To je pred vodenim ogledom Veketove razstave, pogovor z novinarko Barbaro Gruden, zaposleno na italijanskem RTV-ju, ki bo potekal v pogovoru z predsednikom skupine 85, Marinom Vočjem in s predsednico slovenskega kluba Poljanko. No, tu prisotno Poljanko. No, se pravi promocija, ne več samo predstavitev, pač pa promocija slovenske kulture na različnih ravneh, na različnih področjih.
Poljanka, prej si omenila odpiranje. Marko Sosič, slavnostni govornik, prišel na srednji proslavi v Trstu, je ravno to omenil, da po njegovem mnenju prihodnost slovenske kulture ni ta, da ostanemo zaprti v svojih jedrcih, ne pač pa, da se moramo odpreti. Tu pa gre znotraj slovenske manjšine predvsem za politično vprašanje. Ali se odpremo, odpiramo, se bomo odprli ali pa ne. Odkot strah, po tvojem mnenju, na to, da nas kolonizirajo, asimilirajo? Mogoče je strah teh kontaminacij? Strah mislim, da izvira iz ene jezikovne težave, ker dobro vemo, da je žal velika večina Tržačanov ne obvlada slovenščine in torej, ko hočeš spregovoriti o slovenski kulturi Tržačanov, moraš spregovoriti v italijanščini. In to je lahko zanimivo, po mojem, ampak je tudi res, da če bi se potem tako v želji podpiranju omejili na italijanščino, bi potem seveda nastradala celotna skupnost. Tako da, kot sem že večkrat ponovila in mislim, da ne mislim samo jaz tako, ampak so ponovili tudi drugi, v trenutku, ko bo slovenščina postala drugi jezik, tudi v italijanskih šolah v Trstu, mislim, da bo ta problem odpiranja dosti lažji oziroma ne bo več problem. Kar se pa tiče politike, politične volje, imam občutek, da tudi na kulturnem področju, tako kot na vseh ostalih področjih, naši manjšini primanjkuje ena strategija, en načrt. Nažalost so dolgoročni načrti nekaj, česar ne poznamo pri nas v naši skupnosti, delno zato, ker se morajo pač vse te kulturne ustanove vsak dan soočati s preživetjem, z golim preživetjem in torej vem, da veliko energij teh upraviteljev gre v to smer, torej v zagotavljanje finančnih sredstev, ki naj zagotovijo preživetje. Delno pa mislim tudi zato, ker večino teh ustanov vodijo upokojenci ali ljudje, ki so nekaj korakov pred upokojitvijo in torej je težko pričakovati od njih katerokoli dolgoročno rešitev. No, mogoče, če bi imeli neko strategijo oziroma vizijo, kakšna bo slovenska skupnost v Italiji čez 20 let, bi lahko speljali in si umislili neko strategijo. No, ravno o tem je govoril tudi Marko Sosič, o razkoraku med načelnimi statementi, tako bom povedal, oziroma nameni, ki jih imajo in ki jih tudi na glas povejo ti, ki vodijo kulturo v zamejstvu, in dejanji. Velika razlika je, vsi se strinjamo s tem, da je recimo Slovensko stalno gledališče zelo pomembno za našo skupnost, Tržaška knjigarna tudi, potem pa se dogaja nekaj drugega. Martin? Meni se zdi, da se včasih dogaja, da te ustanove, da imajo tudi za te ustanove odlične plane, sicer finančne plane, in da jih upravljajo prej kot kulturniki oziroma tisti, ki imajo natančen vpogled v okolje, v katerem ta ustanova deluje, bolj v finance. To je nekoč Marko Kravo sam izjavil, da vodijo naše kulturne ustanove samooklicani knjigovodje. Kar je včasih zelo ustrezno, mislim, še zlasti v tem obdobju, ko gre mora pač kultura se prilagajati tudi enim ekonomskim trendom, tako da pač računica na koncu mora biti čista, tako da je iz tega vidika zelo dobro. Včasih pa se dogaja, da pozabimo na vsebine, na tiste ustvarjalce vsebin, na tiste osebe, ki lahko vidijo malo dlje in lahko ponudijo to vizijo. Ampak to nekako potrjuje mojo misel, da je ustvarjanje kulture predvsem politično, oziroma še vedno politično vprašanje. Bomo imeli dvojezične Prešernove proslave, bo Slovensko stalno gledališče imelo podnapise, bo Tržaška knjigarna prodajala takšne ali drugačne knjige. Se vam zdi, da smo še vedno pri tem? Je gotovo stvar izbir, političnih izbir, če hočeš. Širše gledano, seveda. Širše gledano, ja. Recimo Slovensko stalno gledališče je šlo, mislim, pogumno na to pot in je izbralo na tako izbiro, da vse njihove predstave imajo italijanske podnapise oziroma nadnapise na odru. Saj niso privabili ravno oceanskih množic italijanskih gledalcev v Tržaški kulturni dom. Je pa, mislim, en pokazatelj torej ene želje po odpiranju in po iskanju teh kontaminacij. Ni čudno, da je ravno pod vodenjem Marka Sosiča prišlo do teh
do te izbire Verjetno nadnapisov. občinstvo ni bilo oškodovano zaradi teh nadnapisov slovensko občinstvo. Ne, rekla pa, da ne. No, ob dnevu slovenske kulture je kulturni minister Uroš Grilc takole povedal, to bom kar citiral: kultura je gonilna sila človeškega razvoja, je ključna nosilka družbenih in gospodarskih sprememb. Vemo, da v času krize marsikdo razlaga, no, okolje precej glasno, da v tem trenutku ni pravi čas za to, da se vlaga, da se pač denar daje kulturnim ustanovam, takšnim in drugačnim. Pa vendarle, kakšna bi bila naša družba brez kulture, Martin? Jaz bi sicer dodal nekaj, da pravzaprav Slovenija iz svojega državnega proračuna vlaga v kulturo nekaj odstotkov, kultura pa ekonomsko gledano proizvaja skoraj dvojno vrednost tega, kar se v kulturi vlaga. Tako da ni niti res, da kultura se ne splača, ker se pravzaprav tudi golo, čisto ekonomsko zelo, zelo očitno splača. Ob tem pa mislim, da bi bili vsi obbožani brez kulture, nedvomno. Poljanka, kakšno bi bilo tvoje življenje brez kulture? Brez kulture? Gotovo bolj dolgočasno, se mi zdi. Se zavedam, da človeku, ki je ostal brez strehe nad glavo oziroma ki nima kaj dati v krožnik, verjetno, če mu govoriš o kulturi, te bo poslal nekam, ne? V smislu, da... Zakaj? Ja, ker kulturo ne more kako to tolmačimo kot dolgočasne pesniške večere, recimo? Ma ne, mislim, da marsikdo tolmači kulturo kot luksus, ne, kot en dodatek, recimo, in ne kot sestavni del življenja, medtem ko potem po mojem, če vsak od nas pomisli, vidi, da je kultura sestavni del njegovega življenja v resnici in da kultura niso samo dolgočasne pesniške večeri, ki sploh niso vsi dolgočasni. Kultura so tudi brezplačni glasbeni večeri na Vaškem trgu, recimo. Tudi, absolutno, gotovo. Tako da v resnici v zelo različnih okoljih in okoliščinah je dosti kulture, tudi na vasi, na Vaškem trgu, v društvu, do profesionalnih ustanov. Mogoče pa ne vemo, da je to kultura, to, kar gledamo ali beremo. Ja, včasih verjetno, morda je tudi tako nekoliko omejeno iskanjenih, torej določiti, kaj je kultura in kaj ni kultura, ne? Potem se mi zdi, da se nekateri tudi prestrašijo besede kultura in mislijo, da je nekaj, kar je namenjeno samo med navednicami intelektualcem, medtem ko je nekaj popolnoma vsakdanjega. Mora biti, verjetno. Ja, na srečo je še tako. Poljanka Dolhar in Martin Lisjak, najlepša hvala za obisk v studiu. Retorika krize pravi, da v tem času je potrebno zamrzniti vse, kar ni nujno potrebno za preživetje. Pa vendar, če pomislimo, kakšni bi bili brez kulture, takšni smo, v bistvu kakršni smo, ravno zaradi kulture, brez pa bi bili verjetno posamezniki brez upanja na boljši jutri. Bodite z nami tudi naslednji torek, vedno ob 6:00 na televiziji Koper.